Derbi tretjega kola Prve lige Telekom Slovenije je bil odigran v športnem parku Domžale. Pred 2500 gledalci sta se udarila edina preostala slovenska kluba v evropskih tekmovanjih, Domžale in Maribor. Oba sta v četrtek odigrala težki tekmi proti West Hamu oziroma škotskemu Aberdeenu in posledično je bilo v kadru obeh moštev precej sprememb. Domači trener Luka Elznar je v primerjavi s tekmo v Stožicah v udarni enajsterici obdržal le 3 nogometaše, Gabra Dobrovoljca, Jureta Balkovca in Marka Alvirja. Na drugi strani je Darko Milanič storil 7 zamenjav. Mesto v prvi ekipi so zadržali le Jasmin Handanović, Marko Šuler, Blaž Vrhovec in Dare Vršič. Prvo pravo priložnost na tekmi je imel prav Vršič, v 12. minuti je takole sprožil, na pravem mestu je bil Adnan Golubović. Sliko pa smo že v 29. minuti, predložek Bajdeta in avtogol Mihe Blažiča. Stranski sodnik Matej Žunič je sicer pokazal prepovedan položaj Sanija Omoređija, sledil je pogovor z Matejem Jugom in sodnikom za golom, na koncu pa se je sodniška trojka odločila, da je gol veljaven in Maribor je povedel z 1-0. Domžalčani so seveda potem začeli sredine igrišča, žoga je prišla na desno stran do Matije Široka, ta je poizkušal s podajo v sredino, žogo je prestregel Dare Vršič, takole nadaljeval akcijo, na desni strani našel Boharja, ki je brez težav premagal Adnana Golubovića in vsega minuti so Mariborčani prišli do vodstva z 2-0. V 39. minuti prosti strel Mihe Blažiča, na pravem mestu Jasmin Handanović in še 44. minuta Dobrovoljc do Volariča, ki je odlično preigraval, streljal z levico, Handanović pa se je izkazal z dobro obrambo. Prvi polčas so torej dobili gostje z 2-0, v 49. minuti pa Alvir za Volariča podajal kazenski prostor, na pravem mestu Žuninjo, ki je znižal zaostanek Domžalčanov na 1-2, torej odličen začetek rumenih v drugem polčasu in Domžalčani so hitro krenili po izenačenje. V 55. minuti znova Žuninjo, tokrat za las čez zgornji desni kot mariborskih vrat. In v 65. minuti trenutek tekme, izjemno izveden prosti strel Jureta Balkovca in Domžalčani so vsega 20 minutah drugega polčasa prišli do izenačenja na 2-2. Do konca tekme pa smo spremljali odprt boj za zmago. Že v 66. minuti je takole preigraval Benjamin Morel, podal sredino, do strela z glavo Elvis Bratanović, meril je za las mimo leve vratnice. 71. minuta, proti napad Domžalčanov, Žuninjo proti Bratanoviću, lepa dvojna podaja, strel Žuninja in s konicami prstov v kot odbija Handanović. V 78. minuti priložnost tudi za Maribor po podaji Vilarja, Salalih, na pravem mestu Adnan Golubović, ki je pravočasno stekel iz svojih vrat. 81. minuta, Žuninjo je odlično našel Bratanovića, ta je preigral vratarja Handanovića, prišel do strela, no na golovi črti pa na pravem mestu branilec Marko Šuler. 2 minuti pozneje lepo preigravanje Volariča, takole odbita žoga do Husmanija, poizkus z voleja, Handanović brez težav. V 88. minuti poizkus Pihlerja mimo leve vratnice in še minuto pozneje še ena priložnost za Mariborčane, streljal je Blaž Vrhovec, žoga pa je oplazila prečko. Pokazalo se je, da ko se držimo svojih principov, ko igramo hrabro, pač lahko obrnemo tudi najtežje situacije. Mi smo bili na dnu po prvem polčasu, ampak karakter je prišel zopet na igrišče, obrnili smo zadevo, lahko bi jo kompletno obrnili. Fantje so dali pravo energijo, ko govorim, da smo ena in ista ekipa, da ni ena je v četrtek, eno nedeljo, ampak da vsi živimo skupaj. Danes so to fantje pokazali v drugem polčasu na neverjeten način. Sebe so dali, požrtvovalni so bili, hrabri. Imamo občutek, da smo v četrtek in danes si gledali isto ekipo v tem drugem polčasu.
Domžalčani in Mariborčani ostajajo v letošnji sezoni prve lige Telekom Slovenije še neporaženi. Medtem ko so vijoličasti misli nemudoma po tekmi usmerili k četrtkovemu domačemu obračunu proti Aberdeenu, se rumeni že pripravljajo na gostovanje v Londonu, kjer bodo prav tako v četrtek na olimpijskem stadionu proti West Hamu branili prednost z 2-1.